Hrup ni le neprijeten zvok, ampak je postal neločljiv del našega vsakdana. Vendar se le redko zavedamo, kako resno vpliva na naše zdravje. Svetovna zdravstvena organizacija ocenjuje, da vsak tretji prebivalec Evrope trpi zaradi škodljivih posledic prekomernega hrupa. Prav zaradi vse večje izpostavljenosti hrupu, tako na odprtem kot v zaprtih prostorih, je Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije organizirala okroglo mizo z naslovom Izzivi hrupa in glasnosti, kjer so strokovnjaki z različnih področij govorili tudi o učinkovitih rešitvah za sodobno epidemijo hrupa. Sam hrup negativno vpliva na čutnice v notranjem ušesu, ki odmrejo, na živce, ki prevajajo zvočne signale, na različne načine uničuje naše notranje uho. Po drugi strani vemo, da zaradi hrupa lahko pride tudi do krčenja žil, tako da ima lahko slabe učinke na celotno telo. Prekomeren hrup je izziv za javno zdravje in sicer lahko vpliva na več vidikov, poleg tega, da vpliva na poslabšanje sluha, lahko vpliva tudi na srčno žile, na povečanje srčno-žilnih bolezni, tudi na motnje spanja, stres in potem posledično tudi duševne motnje. Prvi pokazatelj prekomerne izpostavljenosti hrupu je nekaj, čemu rečemo dvig praga sluha, se pravi začasna zamašenost ušes oziroma začasna slaboslišnost, ki nastane kot posledica izpostavljenosti hrupu. To lahko tudi spremlja tinitus, se pravi tudi tinitus, šumenje, piskanje v ušesih je en zgodnji znak prekomerne izpostavljenosti hrupu. Najbolj hrupna okolja v mestih so predvsem prometno obremenjena območja. Cestni promet, železnice in letališča so glavni viri hrupa, ki neprestano motijo naše življenje. V Ljubljani so najbolj hrupna območja v bližini glavnih cestnih vozlišč, železniških prog in letališča. Tudi mestna središča predstavljajo velik izziv za obvladovanje hrupa. Mi že dolga leta opozarjamo na pomanjkanje tišine. Vse ulice so ozvočene, v stari Ljubljani imamo nekaj 100 zvočnikov na ulicah in že en sprehod od Zmajskega mosta do Trnovega nas popelje skozi zvočno brozgo 100 zvočnikov, slišimo 2-3 glasbe naenkrat. Hrup je ena izmed epidemij današnjega časa, s tem se vsi soočamo. Ne moramo nič narediti, ušesa so en izmed tistih organov, ki jih ne moramo zapreti, hrupu ne moramo uideti in to je stvar, ki je pač potrebna regulacije. Z zakoni, z obveščanjem, z osveščanjem ljudi in s podobnimi dogodki, kot je tale današnji. Hrup pa ni zgolj problem prometa ali mestnih središč. Velik problem hrupne epidemije pa so tudi koncertna prizorišča in glasbeni dogodki, ki predstavljajo poseben izziv. Zvočne ravni na koncertih in glasbenih dogodkih lahko presegajo 100 decibelov, kar je bistveno nad mejo, ki je varna za naša ušesa. Izpostavljenost hrupu, če si glasbenik, se začne že zelo zgodaj, se pravi že v glasbenih šolah. In že v glasbenih šolah imamo predavanja, na katerih predstavljamo različne načine, kako se izognemo preveliki izpostavljenosti hrupu oziroma kako to izpostavljenost omejimo. Če ni možnosti omejiti emisije zvočne, pa vsaj, da se primerno akustično opremi prostore. Največji problem pri koncertih je v tem, da nimamo koncertnih dvoran, nimamo arhitekture prirejene koncertov. Mi gostujemo v športnih dvoranah, ki so akustično neprimerne. Zveza že vrsto let opozarja pristojne,
da je treba prilagoditi sistemske rešitve in morda tudi začeti z ustreznimi sankcijami. Po drugi strani pa si želimo, da bi osebe, ki so na delovnih mestih ali ki so soočene z hrupom, posredovale pritožbe na ustrezne organe. Tako se bomo tudi mi lažje soočili z iskanjem rešitev. Ključnega pomena je, da se kot družba zavedamo težav, ki nam jih lahko povzroči prekomerna izpostavljenost hrupu in glasni glasbi. Tveganje za izgubo sluha, tinnitus, motnje pri spanju, duševne stiske, to je le nekaj posledic hrupa, ki lahko vpliva tudi na naš srčno-žilni sistem. Zato je skrajni čas, da se zavzemamo za omejevanje hrupa v našem okolju, vsak pri svojih najboljših močeh.